Čisto na začetku 5. sezone, ko Wheelerjevi sedijo za mizo in jejo, Holly bere knjigo. To je en tak easter egg, naprimer. In ona bere to knjigo in jo lih toliko čas posnamejo, da vidimo, da bo verjetno pomembna, ker vsi posteri, ki se noter v Stranger Things pojavljajo ali pa karkoli podobnega, ponovadi nekaj pomenijo. Ta knjiga A Wrinkle in Time baje sledi skupini otrok, ki dejansko potujejo nekako po vesolju prek časa, prek nekih dimenzij, na neke izvirne načine in tudi eden izmed pomembnih planetov, tukaj je planet Kamazoc, ampak ko tja prideš, si brez lastne izbire in brez lastne duše in je ful zanimivo, ko tudi te otroci, ki so dejansko ugrabljeni strani Vekne oziroma Mr. Watsita, kakorkoli ga že imenujete, ali pa Henry, vsi dejansko začnejo izgubljati to svojo osebnost, karakteristiko in dajo vrednost varnosti namesto izvirnosti oziroma kmečki logiki. In točno to se začne dogajati. Točno to se zgodi tem otrokom, ki ratajo bolj zaščitniški do neke verzije realnosti, v katero jih prepriča Vekna, ampak je fake in potem napadajo Holly, ker razmišlja bolj izvirno. Tisti del je meni ful bizaren, tako kar neki, ampak zdaj, če veste, kako poteka ta knjiga Wrinkle in Time, ima dejansko več smisla. Gremo dalje. Drugič, ta je mogoče bolj kratka in zanimiva in sicer v Stranger Things, pa to baje ni prvi primer, ampak lahko zdaj v 5. sezoni dobite telefonsko številko, ki jo dejansko lahko pokličete in sicer na začetku, zelo na začetku, ko pokažemo od Eleven tisti poster, da je ona pogrešana, da pač se Vlada bi čim manj z njo ukvarjala in jo čim manj iskala in da je pač neka razlaga, zakaj je nje spet ni nikjer. In je tak čisto navaden posterček Missing Teen, Jane Hopper, ful ima prestrašeno faco gor in spodaj je številka 765 303 2020 in če Američani vsaj to pokličajo ali pa verjetno tudi mi na pravi način, boste dejansko dobili odgovor. Tako, baje bo v stilu 80s, kakor neka, mislim, da policijska postaja, če bo slučajen editor to najdu tukaj, da je tisti del, kaj sploh dobiš, če pokličeš. Hočem povišico. In to nas pripelje do tretjega easter egga. Zdaj tako, ta govori o povezavah skupaj z Back to the Future. To so najbolj legendarni filmi ever. Mislim, da so tudi iz 80s. Nisem sure, ampak cel point teh Back to the Future, spet, a sta 2 filma ali so 3? V glavnem, ful res filmske klasike. To se toliko splača pogled, ful je dober. In pač crazy profesor in ta mlajši fant potujeta skozi čas in spreminjata prihodnost, preteklost, v glavnem, ful je dober, ampak noter imajo eno napravo, ki je flux capacitor, se ji reče, in ta stvar jim omogoča, da potujeta čez čas, time travelata. No, tukaj v Stranger Things spet precej na začetku oziroma v prvem delu flux capacitor omenijo Joyce. In Joyce ima potem en ful smešen moment, ki ne ve, kaj to je, samo pač posreduje naprej to informacijo Jonathanu, Dustinu in Steveu. In potem, ko oni njo poslušajo, je to ful cute in smešen vse, ker ona ne ve, kaj se dogaja. It's just funny. In to nas pripelje do 4. easter egga. Jaz bom čisto iskrena. Film ali serija filmov celo, The Goonies, jaz nisem gledala, bom zelo iskrena. Sem pa slišala, da je Eleven tukaj v Stranger Things v zadnji sezoni skoraj identično oblečena kakor en karakter iz The Goonies in sicer. Ta karakterističen outfit fanta Brenda iz The Goonies. Sive hlače, nagubana trenirka, trak za na glavo. In ko sem to pogooglala, sem rekla, ne rabim gledati The Goonies, da vidim, da je to skoraj identičen outfit kot od Eleven. Zdaj zelo debatable, vam je ta outfit všeč ali ne. Ful enih layerjev, ne vem, Eleven je rekla oziroma Millie Bobby Brown je rekla, da hoče, da je udobno in potem so ji to nametali gor in zdaj cel del taka malo klovnasta. Baje pa je v The Goonies, če ste gledali ta brand, najstarejši brat, ki tudi prevzame pobudo in je nekako vodilen in zaščitniški do mlajših v skupini in so hoteli tudi, da outfit od Eleven spominja mogoče na to, da je ona neka zaščitnica skupine. Čeprav bodimo realni, kaj so naredili Eleven v tej sezoni, she's useless. Pač prej je metala fucking tovornjake v zrak in helikopter je strmoglavila dol, sem tako in kaj zdaj dela, tako ene železne stvari ni mogla normalno premakniti, pač ne vem, kaj se dogaja.
they lost the plot. Petič, že smo skoraj na sredini, noter je ogromno zelo lepih easter eggov na Alice in Wonderland. Tisti, ki se spomnite dobro 4. sezone, noter spoznamo družino Krill. To so taki Henry je sin in potem hčerka Alice in pač oče Viktor in še mama. In Alice je, na kaj nas spominja, kakor na Alice in Wonderland. Pa tudi njeni outfiti nekako spominjajo na Alico dejansko. Podoben vibe, videz, taka luškana blondinkica mlada. In tudi Holly, ko se zdaj pojavi v 5. sezoni in ko jo Henry pripelje v to njegovo domišljijsko lepo hišo iz otroštva, gre ona noter v sobo od Alice in dobi spet ta outfit, ki ga je nosila. Takrat Alice in spet spominja na Alice in Wonderland, ko skoraj isti outfit. In še vidimo v ozadju za njo, kot sem rekla, plakati in posteri so ful popularni in za njo je dejansko poster iz Alice in Wonderland, ker več kot očitno je takrat ta film že bil, ali vsaj risanka, nisem sure iskreno. Še ena stvar, mislim, da v 4. sezoni Holly na tako tablo, tisto svetlečo tablo, noter dela tako obliko zajčka. In to spet verjetno ni naključno, ker spominja na, ne vem, Alice in Wonderland, ki je zajc tam za uro in v telovniku in ves čas laufa gor in dol in jo podi in ima ADHD in to. In tudi ta zajc ni kar tako, ker res spominja na koga? Na Mr. Watsita, ker je tak uglajen in ima telovnik in ima žepno uro. In pač res je tesno vse povezan skupaj. Zdaj, kako bo to pomembno za naprej, ne vem. Je pa definitivno ful močen easter egg na Alice in Wonderland. Pa še mogoče bilo izpostavljeno tudi ta tema sledenja v neznano skozi upside down in pa druge dimenzije, ki v bistvu iščeta izhod in padata. Ne vem, že kako je Holly na koncu potem skoraj padla nazaj v dejansko upside down world in bila spet posrkana nazaj v drug svet pač. Ta simbol Alice in padanja non-stop. Naslednja, 6. točka. Moram biti iskrena, ta ni easter egg, sem pa hotela šerati z vami, ker meni je bilo ful smešen. Na nek način je easter egg, malo je smešen. V glavnem, Holly, ko se končno vrne čez svoj portal, ko pride nazaj v svoje telo, v zelo slabo situacijo, pač pride v tisto veknino ujetje, v tisto dimenzijo X in tam je pač v tisti sluzi in v ustih ima tisti nesti lovko in bla bla bla. Ko se ona takrat zbudi in potem strga to preč sebe, ne vem, kaj se je zgodilo z njihovim outfitom, pač zafrknili so in neke vrste easter egg / bedarija je, da se tako kakor v Game of Thrones vidi Starbucks kozarce tukaj, ona tako da roko ven in se vidi na rokavu Under Armour logotip, tako res očitno. Pač ni nam ušlo, videli smo ratovi meme, it's awkward. Pač smešen je, ker Under Armour kot logotip oziroma znamka v 80-ih tega sploh še ni, ampak se je pojavila v 1996, tako da je res fail na fail. 7. točka, zdaj bomo šli pa dobesedno čisto na začetek v 1. sezono, ki je bila to cute, jaz ne moram povedati, kako me je takrat ta serija potegnila, ampak ta povezava se navezuje na E.T., na tistega vesoljčka. Spet ne vem, eni ste gledali ta film ali ne, jaz sem na otrok mi bil valjda en najljubših, ker je iconic. V glavnem, E.T. pač pride na zemljo kot tist smešen, naguban vesoljček in ko ga sprejme tist fantek Elliot v svoj dom, ga pripelje v sobo in mu začne lepo kazati stvari, tako eno pa po eno, ker E.T. nič ni jasen, ne ve, ki je, to ni njegov dom, ne ve, kako zemlja deluje in Elliot mu tako kaže svojo sobo in figurce in igračke in malo razlaga in E.T. pač vas radoveden in cute. In to so rekli, da je ful, mislim, easter egg na Eleven oziroma Eleven je easter egg na E.T.-ja, ko pride prvič v sobo k Majku, ne samo, da gleda njegove figurce, da opazuje sobo, da je radovedna, pa so tudi kamere podobno postavili in kadre, da res spominja na ta film E.T. Tako da je res cute. Pač Eleven je naš mali vesoljček. Je pa tudi tako, da je E.T. ven prišel leta 1982, tako da tukaj ni nekega čudnega križanja. Oni ponovadi poskušajo ujeti nek moment, da govorijo o tem filmu, ko je dejansko bil aktualen, torej če E.T. prišel 82. in Will je dejansko bil pogrešen 83. se to čisto poklapa. Točka 8. Easter egg na Poltergeista, da je eno najbolj znanih grozljivk vseh časov. Poltergeist je takrat že bil zunaj, vsaj prvi del, če se ne motim, in nekaj zelo značilnega se noter dogaja v tej grozljivki je to, da začnejo ta družina, ki je pač napadena s strani Poltergeista, komunicirati z njemu prek tehnologije. Torej, tudi pride ven leta 1982 in oni, oziroma otroci v tej hiši z onostranstvom komunicirajo s pomočjo televizije, statike in svetlobe. Na kaj nas to spominja? Na Joyceino hišo na začetku, na paranoično mamo, ki pač
čuti, da se nekaj dogaja, ve in ve, da je neka prisotnost, ampak ta prisotnost, v tem primeru je prisotnost Willa in potem, da bije tiste lučke gor na steno in se začne z njemu pogovarjati prek teh lučk. To je v bistvu inspiracija iz Poltergeista, kjer tudi mama čuti neko prisotnost in nekaj napačnega, ampak v tem primeru je pa pač Poltergeist. Joyce pač ni znanstvenica, tako kot mama v Poltergeistu ne razume fizike, razume pa, da je dom postal nekaj nevarnega in pomembnega hkrati. 9. točka. Nightmare on Elm Street. Ful bi rada povedala slovenski naslov, če bi vedela. Mogoče Nočna mora na Elm Streetu. Zna biti. Spet največja klasika. Jaz upam, da vi, ki zdaj poslušate ta film, da ste gledali te stare klasike. In sicer Freddy Krueger je tako legenda te grozljivke oziroma bad character, ki v bistvu v sanjah on lahko škoduje ljudem samo, ko spijo in sanjajo. Torej, karakterji v Nightmare on Elm Street se ves čas trudijo ne zaspati, ker če zaspijo, jih Freddy Krueger lahko dobi. To Junka ima take čudne prste, ali ima nože, namesto prstov pa raztopljeno faco, ima pa klobuček, pa tako črtasto, rdeča bela majica. In če oni zaspijo v sanjah, ko sanjajo, jih on lahko ubije. Ne more jih pa ubiti, če so budni. In je full scary in disgusting. Kakšne stvari tle so tako ogabne. Na najbolj ogabne načine jih lahko ubije. No, v glavnem, cel easter egg ta je povezan z dejansko Vekno. Ker kaj Vekna dela, spet lahko škoduje svojim likom tudi v živo, ampak načeloma jih vedno doseže šele prek minda. Njihov mind, ne lih sanje, ampak njihov je tist, prek katerega pride do njihovih travm in prebere njihove travme in prek tega jim škoduje in v bistvu jih da v nek trans in v tistem transu jih potem to pa vsi vemo, kaj se zgodi, ker je full nasty. To je ena najbolj grozljivih stvari, kar sem jih kdaj videla. Pa sploh ne vem, če Stranger Things velja za grozljivko, pa meni je to grdo, ki jih tako polom pač. Zdaj v bistvu je naš Will, ki ima powerje, na nek način tudi Freddy Krueger. Ok, dragi moji, bom čisto iskrena. Jaz sem rekla na začetku, da jih bo 10, ampak zdaj, ko vidim, sem 1-2krat ponovila, tako da jih je 9. Oh, brother! Ne bom kar ene nasilno tlačila. 9 sem jih najdela, ko so mi bila najbolj všeč. Za 10 pa veste kaj? Vi jo prosim najte oziroma mi napišite, kjer je vaša najljubša in kjer sem pozabila. Kjer je vaš najljubši easter egg oziroma nekaj, da je full wow. Recimo tako, ko so Jaws noter, glede ta film. Jaws in to je noter skozi nekako pleten. Napišite mi svojo najljubšo oziroma kjero pomembno sem pozabila. In to je to za enkrat. Upam, da ste full lepo praznovali nov let. Pišite ideje za nov video, komentarje se preberem, tudi če ne odgovorim. Pa se gledamo naslednjič. Alien, mama vas rada. Pridni bote, radi smejte. Bye!